Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Ja, ogromnega dela je bilo upravljenega v našem društvu. 4 leta smo stari. V tem času smo odprli kočo na Hudičevem Borštu, kjer nam tudi pomaga TeleTV z zagotavljanjem interneta. Tako da moram oceniti, da smo zelo uspešni. Veliko članov se je zbralo na nocojšnjem občnem zboru? Ja, povprečju je članov med 170-180, občni zbori so pa že kar po tradiciji zelo dobro obiskani. Kakšni so pa cilji za letošnje leto? Verjetno se obeta kar pestro leto. Zelo pestro. S tem, ko prevzemamo s 1. marcem tudi kočo na Jakobu, pomeni dodatne naloge, dodatne zadolžitve. Tudi na koči na zavetišču v Hudičevem Borštu je potrebno še veliko postoriti. Planinska pota na novo urediti po zimi in pa kočo na Jakobu popeljati na pota Stare Slave. Verjetno ste zelo ponosni, ko pogledate, ste predsednik planinskega društva, ki ima zelo lepo veduto hribov in gora. Ja, malce lahko pohvalim, da imamo res z praktično kjerga konca predvora in pa širše okolice se ta naša veduta zelo lepo vidi. Pa seveda čestitke v prevzemu stare nove funkcije in tudi ob nocojšnjem današnjem rojstnem dnevu, pa srečno v vseh planinskih poteh. Hvala lepa. Se med planinci zgodi, da je tudi kakšna manj prijetna stvar? Tudi te stvari se dogajajo, ampak k sreči v našem planinskem društvu teh zadev nismo zaznali. Tudi sami zelo radi hodite po hribih, kaj vam pomeni planinarjenje? V bistvu vse v življenju. Narava, hribi, prijazni ljudje in se mislim, da te prijaznosti, klenosti ljudi, ki hodijo v hribe, posledica tega je tudi to, da dejansko ni kršitev, praviloma jih ni. So kakšne izjeme, ki morda ne dojamajo hriba, gore v tistem njenem pravem smislu. V predvoru, kjer živite, dejansko vse poti vodijo na Svetega Jakoba in dejansko srečujete veliko planincev. Ljudje Slovenci radi hodimo v hribe. Da, in to čedalje bolj. In to nas veseli. Ker to v končni fazi pomeni, da krepost naših ljudi, da stik z naravo. Vi ste nekako začeli orati ledino v planinskem društvu Preddvor. Kako se je vse to začelo? Ja, tisto leto, ko sem šel v penzijo, v pokoj, smo se zbrali določena skupina ljudi, takratnemu in sedanjemu aktualnemu županu, in smo se zmenili, da ustanovimo planinsko društvo, vendar nič ne moreš nič začeti. In smo tako v okviru Kranjskega planinskega društva ustanovili sekcijo Preddvor in smo to sekcijo nadgradili, da smo bili praktično že društvo v društvu. No in pobuda naših članov je bila, da bi se nekako osamosvojili, ker smo že praktično izpolnjevali vse pogoje za društvo in to je pred 4 leti ratalo. Med tem časom smo po dosti velikem trudu dokončali in zgradili tole planinsko zavetišče, tako da smo ta prehod iz planinske sekcije v planinsko društvo še oplemenitili z izgradnjo te koče. Da niso samo hribi in gore, da je še infrastruktura. Ja, tako da je to pohodništvo, ki je najbolj znano v okviru zveze oziroma planinskega društva, da ni samo to pohodništvo, ampak v okviru tega je veliko več drugega dela. Tako izgradnjo koče, vzdrževanje planinskih poti, označevanje, izobraževanja, članstva na področju markasijskega odseka, na področju vodniškega, gorsko-turnega kolesarstva. Pač rabimo kadre z licencami, usposobljenimi ljudmi, tako da je tisti sam pohodništvo je majhen segment v društvu, da je kar veliko več drugega dela. Veliko število ljudi se je tudi danes zbralo na občnem zboru, torej dobro delate. Ja, dobro, večina je teh tudi aktivnih, tako da smo kar veseli, da se v takem številu udeležujejo naših občnih zborov. Torej samo varno v gore, brez nesreč po teh vaših preddvorskih hribih pa bo? Tako, pa ne samo po naših hribih, tudi majhen širše, po Sloveniji, bivši jugi, pa tudi v tujino. Imamo letos načrt v Švico iti, pa te bližnje države, Italija, Avstrija, tako da se kar dogaja.